Poletje. Zgoraj brez, spodaj brez. Radio Kapris, nekje vmes. Priimek in ime sta zelo naša, ampak ona je unikat, nekaj posebnega in danes se je za nekaj trenutkov vrnila domov, tudi dobesedno na Radio Kapris in to je Lara B. Dobro jutro! Čau, dobro jutro. Allora, z njo na odru Moreno Butinar, Francesco Cainero in Michele Bonivento, na soundu pa Davide Linci in Aleš Štefančič. Jaz predlagam, da kar začnemo z eno glasbo takoj, da razbijemo led in potem gremo naprej. Prva je Norec live v studiu Radio Kapris v četrtkovem jutrnjem intervjuju. Dobro jutro! Jutro. Norec na Radio Kapris live v četrtkovem jutrnjem intervjuju. Lara B. Lara Baruca, kaj ti je boljše? Lara Baruca, če sem doma, ne? Ok, dobro. Ja, okay. Da vejo, kam spadam. Torej, Lara Baruca je v našem studiu. Sicer, veš, jaz vem, da si ti tudi tako z Italijo povezano, ampak kako pa tam pove tvoj priimek? Ne. Ja. Lara Baraka. Zato pa je Lara B, ne, nastala zaradi tega, ker pač Baraka. Malik Baraka. Ne, pol prišel Obama in je vzel to in nisem mogla potem več. Lara, če začnemo pri radiju, koliko let si delala na Radio Kapris? Za tiste, ki morda ne vejo, povej, kaj si počela na Radio Kapris? Imela sem avtorske oddaje o novi glasbi, kar je pač išlo novega, pa recimo časovni stroj, torej kaj se je zgodilo na današnji dan
v glasbenem svetu. Vsak dan je bila to. Ne povedati manjca, ne povedati manjca. Imamo podobno rubriko, mi zjutraj 6:40. No, Ja, tako da. evo. Ja, ok. Ja, Fantastičnih. pa zodiakalno znamenje kitara je bila moja oddaja, tako da sem imela pač novosti. Pa, tako. Koliko let? Zdaj si me pa ujela, ne vem, pojma nimam, ampak dolgo je bilo. Dolgo. Čakaj, imamo unega, ki vse ve, koliko let. Jaka Ivančič je dvignil roke v neznanje, Ja. zapiši datum, ker Jaka nikoli ne prizna Bomo tega. označili na koledarju, ko Jaka nekaj ni vedel in ne more pogooglati. Mene zanima obdobje, kdaj je bilo to? V bistvu tako samo tako ballpark, približno, kdaj se je odvilo to? To je bilo v bistvu, ko sem jaz bila na gimnaziji, torej, zdaj se mi pa najdu z letnicami, kaj zdaj, pa ne, saj, ja. nazaj. Dobro nazaj. Vse to je v redu. Ja, kdaj si bil ti na gimnaziji? Ja, no, se to to pravim, vprašamo. zato tebe vprašamo za pomoč. 94 do 98. Evo, Res? Ja, približno. 99 smo bili že na faksu. Ja, to je bilo v bistvu 94, 98, takrat sem bila tukaj, pa potem sem bila en čas v Ljubljani, pa nisem bila na radiju, ampak potem, ko sem prišla nazaj, pa spet. Tako da sem. Veš, kaj mene še zanima, preden gremo naprej? Kakšne spomine imaš na delo na radiju? Kdaj kaj pogrešaš, bi rada še se v tem... Lepe, zelo lepe spomine, sploh na Capris, ki je pač taka ekipa, da jo iščeš. Smo imeli zmeraj te team buildinge, pa tako, pa smo šli jadrati skupaj. Pa... Ej, tega ni več, kaj ste dali to? Je to izven proračuna, zdaj building in Je to. rekla ekipa, ki jo iščeš, ekipa, ki si jo iskali. Ne se hecam, še vedno smo top ekipa, še vedno obstajajo team buildingi, da Absolutno, povemo, tako da še vedno se imamo fajn. Ja. Se vidi. Si doživela tudi Sanremo. Ja. Malo opiši, oziroma kakšen spomin ti je ostal tisti teden? V bistvu takrat, hvala Katja, da nisi mogla takrat zraven, ker pač je imela druge obveznosti in potem so mene tako, a bi šla, sem rekla, valjda, halo. In takrat je bil, v bistvu sem bila ful presenečena, Mengoni je bil takrat prvič na Sanremu. In to je taka milina od človeka, on se je postavil tam pač v pres sobi, se je postavil v en kotiček in čakal, da pač pridejo do njega, lepo vsem na razpolago, tako da fajn je bilo. Lepa izkušnja, smo se zelo zabavali, Mitja in Jaka in jaz, tako da Ampak prav tašna ekipa. Ja. se ti predstavlja. Ok, Ja. lepo. Imamo en izsek zate, pa tega bomo dali zdaj v poslušanje. Ne, ima ni nič takega, nič bolečega. Okay. To je bilo vse, kar smo vam pripravili na programu Radia Capris. Jutri začnemo znova na 87,9, 99,7 in 105,1 MHz. Poletje. Zgoraj brez, spodaj brez. Radio Capris, nekje vmes. Zodiakalno znamenje kitara. Lara Baruca, a se strinjaš z zmagovalko nove scene Melodij Morja in Sonca? Jaz pravim, da je imela lep naslov, vsaj to, no. Da tukaj pa mora biti za vse moje sodelavce iz Radia Capris. Se zapiraš v klitko želja. Lara Baruca! A se zabavate? A je na redu Radio Capris, žur! Lep pozdrav iz studia Radia Capris, tudi danes Dimenzija glasba. Do 23. ure vam bova delala družbo Matej in Lara. Čau, sem Lara, v novem letu pa vam želim... Pa sem tako lepo povedala. Bodite Ne, papež ima vas rad, bodite z nami in v veri. Amen. Kamen. Mene me ne smeš dobiti pred mikrofon, ko sem jaz utrujena, ker potem govorim neumnosti. Res je. Top, ja. Dobro. To velja še danes, ko si utrujena pred mikrofon, ne? Jaz ne pijem, ampak ko sem pa utrujena, sem pa isto, kot da bi bila pijana. Ok, je še zgodaj zjutraj, lahko bi slišali še eno v živo. Jaz predlagam, da slišimo eno iz Butik 99 ali 99. Butik 99. Butik 99, o čemer bomo govorili tudi že čez nekaj trenutkov. Ta je za tiste, ki niste pričakovali, eno prijetno presenečenje.
hodiš nad oblaki, pletaš mrežo svojih sanj, ne pripadaš temu svetu, samo zaljubljena si van. Z nasmehom vznemirjaš planete, trkaš na rajska vrata, slišim tvoje pete, narejene iz leta. Hodiš nad oblaki, pazi na vsak svoj korak. Vem, da od zgoraj se vse lepše zdi, rad bi bil zrak, ki ga dihaš ti. Ko hodiš nad oblaki, pazi na vsak svoj korak. Vem, da od zgoraj se vse lepše zdi, rad bi bil zrak, ki ga dihaš ti. Izginjaš v oblakih dima, bežno še pogledaš me. Zapomnil si bom tvoj obraz, hotela ali ne. Proti novim sanjam zdaj nosite, ne izbriši vsega za sabo, da boš imela kam vrniti se. Hodiš nad oblaki, pazi na vsak svoj korak. Vem, da od zgoraj se vse lepše zdi, rad bi bil zrak, ki ga dihaš ti. Hodiš nad oblaki, pazi na vsak svoj korak. Vem, da od zgoraj se vse lepše zdi, rad bi bil zrak, ki ga dihaš ti. Rad bi bil zrak, ki ga dihaš ti. Rad bi bil zrak. Ko hodiš nad oblaki v živo v studiu Radia Capris, sorry, Lara, pač jaz vem, da včeraj si bila pri Karoliju in je bil tokrat tam. Mi imamo Jako Ivančiča, upam, da je to dovolj. Enako dobro, enako dobro. Upam, da to nekaj prinese. Ampak no, sicer, marsikdo se verjetno sprašuje, zakaj je na tvojem novem albumu, kjer so sicer 3 pesmi, boš razložila potem ti sama zakaj. Gor v bistvu 2 pesmi, ki nista tvoji, ampak jih nekaj veže te 3 pesmi, je tako? Ja, v bistvu vse 3 niso moje. No, tako. Ja, tako da sem rekla nič. Za proslavitev 25. obletnice od albuma Kar ne piše, ki je pač letos, sem rekla, gremo narediti eno tako praznovanje celotne scene, ki se je 99. vrtela. Tako da sem vzela
Ko hodiš nad oblaki. Takrat je bil izdan ta album od skupine Dan D. Vzela sem, oziroma nisem vzela, sposodila sem. Bo vrna, brez skrbi. Še zmeraj je njihova, jaz sem si samo sposodila. Siddharta od skupine Siddharta. Z albuma Id, ne? Iz albuma, iz njihovega prvenca Id. In pa Čas je, da najdem te, to je pa od Mitje, ki sem ga pa spoznala na EMI 99 in je takrat prav s to skladbo tudi nastopal in meni je bila ta skladba wow in sem potem rekla. Sem spomnil, da jaz te pesmi nisem poznal in sem šel potem googlat in sem našel ta nastop na EMI. Je fajn. Ma nasploh mislim, da Mitja je imel še par tako 2-3... Cela plata bila dobra. Cela plata. Kar sem jaz slišal, tiste 2-3 pesmi, res zelo, zelo dobre. Ja. V bistvu, jaz sem malce preveril, ne. V bistvu sem gotovil, da ti ne pišeš besedila samo zase, ampak jih pišeš tudi za druge. Pa me zanima, kaj ti je večji izziv oziroma kaj te bolj veseli, pisati zase ali za druge? Moram priznati, da sta to dva različna Svetova procesa. kompletno, ali? Ja, zaradi tega, ker če pišem zase, je zadeva dosti bolj introspektivna, veliko bolj se ukvarjam s tem, da pač izrazim svoje čustva. Ko pišem za druge, pa je pomembno to, da človeka spoznam. In potem se z njim dosti časa pogovarjam, da vidim, kakšne zgodbe ima, kaj ima v bistvu, kakšne poglede ima na svet, kako se z svojimi izkušnjami sooča, spopada in tako. Tako da je dva različna svetova so. Torej, v bistvu moraš prej poistovetiti z osebo, prej kot lahko pišeš za njo. Drugače pač ne, ta proces ne deluje. Zelo težko. Mislim, ampak se mi zdi, da potem rezultat, ne vem, nisem potem zadovoljna z rezultatom, da bi rekla, evo, zdaj pa to je pa nekaj, kar se dotakne. A je kdo, za kogar bi rada napisala komad? Pa nisi imela še priložnosti. Lepo vprašanje. Nisem nikoli o tem razmišljala. Hvala za idejo. Ja. Bom razmislila o tem, pa naslednjič, ko se vidimo ti. Zdaj 25 let si torej rekla, si na glasbeni sceni, bi lahko temu tako rekli. Torej lahko primerjaš, bi lahko rekli, tisti čas glasbenika in današnji čas. Takrat verjetno so bile največje omejitve, kakšne tehnične, si predstavljam. Kaj je danes tisto, kar omejuje glasbenike v današnjem času? Tehnika vemo, da je napredovala, torej kaj je tista stvar, kjer danes? Tehnika je napredovala, je pa res, da zdaj poleg tega, da si glasbenik, moraš biti še social media manager, pa ogromno enih drugih stvari moraš znati. Se moraš znati dobro pofotkati, moraš biti fotogeničen, moraš biti instagramable, moraš glavnem vse te zadeve, ki se mi zdi, da takrat na začetku, ko sem pač začenjala, ni bilo toliko pomembno. No. Mislim, ni bilo pomembno. Takrat je bila revija Pilno. Ja, pač da si moral biti všečen, ne? Ampak ni pa bilo to tako vse prisotno, kot je danes. Ne? Tako da se mi zdi, da sem dobila dobro obdobje tega mojega prvega ustvarjanja, zato ker si se res lahko ukvarjal z glasbo, pa veliko manj medijev je bilo, tako da si se nekako fokusiral na par velikih medijev in si dosegel širše občinstvo, zdaj pa je to tako fragmentirano in razparcelirano na različne stvari, tako da je mogoče malo težje dobiti veliko občinstvo naenkrat. Ne? Je pa leto 99 tebe kot tebe zelo, zelo zaznamovalo, ne? Torej, na novi sceni, ki je bil kot neke sorte nek festival, kjer so se novi glasbeniki predstavili, zelo mladi, pa bila si isto leto na Slovenski popevki, na EMI. Festivalno leto je bilo. Festivalno leto, ja. In v bistvu po EMI ti vedno rečeš, da te je nekako vrglo v sceno in da takrat so te ljudje prepoznali, ne? Ja, ker me je. Mislim, tista EMA je bila... Mislim, ne vem, če se ti spomniš. A se ti spomniš? Ti si odprl hladilnik in je bil, ti si se bal in ven je igral, ne? Tako da, mislim, vse posod je bil tako malo. Tako da je bil en tak, mislim, tak exposure, ne vem, ko se reče... Izpostavljenost. Taka izpostavljenost je bila, da se mi zdi, da danes težko prideš do res tako velike mase občinstva naenkrat. Ne? Je pa res, da si vedno se tudi zahvalila Danilu Kocijančiču ravno zaradi tega, ker je za ti si se dal velik kos. Vedno. V bistvu Danilo me je, sem mnogokrat že povedala to zgodbo, Danilo me je poklical, jaz sem bila takrat pač prvo leto na faksu in lih obdobje izpitov, pa lih tako, no, veš, ne razmišljaš, sem dala že ad acta to, da pač ne grem na EMO, sicer sem razmišljala o tem, sem rekla, ampak izpitno obdobje je bilo tako, glavnem, mislim, posrkalo je vso energijo in čas, tako da je, sem rekla, ajde, ne bom šla, pa je na neki točki Danilo poklical in rekel, glej,
Tinkara je v bistvu imela 2 komada v igri, izbrala je Marinatovega, jaz pa imam še zmeraj ta komad, ki so mi ga v bistvu sprejeli, samo moram dobiti drugega vokalista. In sem rekla, pa ja, nekaj pa imam za zgubiti, ne. In sem rekla, ok, ajde. In potem, ko je Mev slišal, da bom jaz to pela, je rekel, ok, bom napisal drugo besedilo. To ni bilo prvotno besedilo. To ni bilo prvotno besedilo. Je napisal, ti si se bavil, zdaj ne vem, kaj je hotel on s tem povedati, da so se ljudje bali mene, fanti, da so se me bali, se ne vem. Ampak tako, ne. In je potem pač spremenil besedilo in je rekel, evo, to je pa zdaj to, ne, kar bi Lari pasalo. In meni je bil všeč, mislim tako, jaz sem bila malo tako, ko sem bila 19 let sem imela. In sem bila malo tako intenzivna. Dobra izbira. Tako da verjetno se je kakšen fant me zbal. No. Tako da se mi je zdelo, da mi je napisano na kožo to besedilo. Samo for the record, na tisti Emi zmagala Darja Švajgar. Ja, Darja Švajgar. Druga je bila Tinkara Kovač s pesmijo Zakaj in tretji Jan Plestenjak Moja dežela. Ti si pa 5. mesto delila z Mitjo, ravno s to pesmijo, ki se zdaj tudi v Butik 99 izdala. Irena Damjana in Sanja in Lara Baruca na 5. mestu ste si pol to delili tako skupaj nekako. Bili so pa na tistem še recimo Nuša Derenda, Nude, Matjaž Zupan, Tatjana Michel, med drugim tudi zmagovalka MMS-a, pa Viktor. Skratka, pompozna imena. Danes, ko greš na Emo, vidiš predvsem mlade, mogoče še toliko nepoznane, ki jih želijo iti na Eurovizijo. Pa zgubila sem točke zaradi tega, ker sem bila v Bullerjih pa v rockersko. Ja. Zakaj? Ja. Zaradi tega, ker takrat se je Ema gledala. Mislim, takrat se je šlo tako, to je bil gala večer in se je šlo v večernih oblekah. V bistvu underdressed si bila malo. Tako, ja, sem prišla kot pač ta neka frkla, ki pač skače po odru in mi je, ne od naši so mi dali v redu točke, ampak tujci bil v žiriji, mislim da Irc, in je rekel, ne, ta festival pa ni rock festival, tako da si ga užalila malce. Ja, pač nisem bila out of place. Če bi vedela, bi dala Dude v Ti si se bavila. In bi verjetno bila malo više. Pa kakšna narodna noša. Mogoče se je pa malo ustrašil, ne? Ja, evo, bravo. Mu niso prevedli naslova. Tako. So rekli, ti se bojiš, namesto ti si se bavila. Ok, o Lari in še nekaj takih zanimivih stvari. Že čez nekaj trenutkov na Radio Capri ostanite v četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro! Jutro! Četrtkov jutranji intervju, Lara Baruca je z nami v studiu. Po niti ne tako dolgem času, nazadnje si bila ravno tukaj, ko smo bujali spomin na Danila Kocijančiča, če se spomniš. In tako da si tukaj že doma praktično, zdaj samo še copate ti damo in ključ za pred sama vrata. Sicer pa teče 25. obletnica albuma Kar ne piše, to smo že prej omenili. Je pa danes pri nas mogoče izdati recimo takšen album in biti z njim uspešen, ali je šlo takrat tisto za res primerno glede na čas in na obdobje, na prostor tvoj album, da je bil tako uspešen? Po mojem je bil pač obdobje je bilo tako, da je to dovoljevalo. Mislim pa, da so zdaj druge formule. Veliko več se dela na singlih, veliko več se dela na teh manjših izdajah. Prej so bili albumi smiselni zato, ker so pač malo oklesli stroške snemanja. Ponavadi si imel tako čez palc si imel na album recimo 3 do 4 single, si pa potem zraven v tem snemanju pač zapakiral potem še ostale komade in te je prišlo malo manj, ne? Zaradi tega je bilo to smiselno. Zdaj pa, ker se je tehnologija spremenila, pa ker so se stroški malo drugače razporedili, zdaj je mogoče celo malo bolj smiselno, da se dela na single oziroma te male plošče, EP-je pa tako. Ni več album filerji, kot se je včasih. Ni več, kar je super za glasbo, ne? Ker v bistvu zdaj se res posvetiš tistemu, kar daš ven, ni da narediš 3-4 single, pa vse ostalo je pa mašilo, ne? Mislim, se ne rečem, da je bilo mašilo, ne, ampak je bil del albuma, ki je bil namenjen neki širši množici, drugo je bil pa za fanbase nekako, ne? Danes je sicer samo se obrnilo, ne? Je več tistih singlov, pa so mogoče 2-3 tisti, ki ostanejo skriti ušesom. Pa bi danes recimo, Kar ne piše, res posegel po vrhu, kot je takrat?
da prideš, recimo, da je preprosto izdan bil, kar ne piše v letu 2024? Ali? No, po mojem ne. se je čas tako spremenil, da po mojem ne bi. Da ne bi. Ok, v enem obdobju ste bile ti, Tinkara Kovač in Anika Horvat, bi lahko rekli 3 zvezde našega prostora. Je bilo med vami čutiti kaj konkurence? Zdrave in nezdrave, tako? Primorski ženski triumvirat, so rekli na Primorskih novicah, so napisali. Rasle smo skupaj. Mislim, da je v tistem obdobju Danilo Kocijančiča, ti si se bal in tako je bilo to neko trenje, Tinkara, Lara, celo se mi zdi malo bolj napumpano od zunaj, se mi zdi, da je bil klub Tinkara in klub Lara in katera bo zdaj koga, ne, in to je ono, ampak ne vem, mi tri smo nastopali skupaj, marsikdaj tudi z orkestrom, tako da smo se zmeraj družili, no, ni bilo nekega zdaj, da preden greš na oder pa spotakneš nekoga, pa ni bilo tega, ne. Tako da, ne vem, mislim, vsaj jaz nisem tako čutila, no, zdaj pa ne vem. Mogoče tukaj je eno pod vprašanje vezano na to, ali pa tudi ne boš povedala sama. Se boljše obneseš, oziroma ti je lepše delati pod pritiskom ali brez pritiska? V mladosti sem zelo imela rada te deadline, pa pritisk, pa dramo, pa mislim, da sem imela rada dramo, je bilo zelo prisotno. Danes reče drama queen, tako ali toliko. Ja, ne, nisem bila drama queen, ampak tako, veš, ko je vse tako na zadnjo minuto in malo, ne vem, malo težko dihaš, ne, zadnje minute, to je bilo zelo prisotno, sem se pa novih stvari lotila na zelo drugačen način, zelo relaksirano. Butik 99 je praktično nastal pri naju doma, s partnerjem imava domač studio in sva naredila te 3 komade oziroma ta EP skoraj da ne v pižami in je bilo zelo vse umirjeno in sproščeno in tako da, ja. Še eno pod vprašanje. A ti je lažje delati z moškimi ali ženskami? Glede na to, zdaj govorimo tudi o Tinkari Kovač in Aniki Horvat. Vedno sem rajši delala z moškimi, ker niso drama queens, ne? Odvisno kdo. Odvisno, to je zelo odvisno. Ok, v redu, to je zdaj novost. Po navadi niso, oziroma so malo manj. Ne, zmeraj sem bila obkrožena zmeraj z moškimi in mi je všeč ta moški humor, ki pač je tak zelo na prvo žogo in mi je všeč to, da pač, ne vem, se mi zdi, da so moški veliko manj komplicirani kot ženske, tako da veliko rajši delam z moškimi, ko imam svoj projekt. Drugače pa tako, ko pišem besedila, pa mi je všeč ta kompleksnost ženske, ker se da potem nijanse dobiti v besedilu. 10. maj se približuje in auditorij Portorož tudi, vse da boš imela tam en večer, en koncert. Česa se je to tako sladko, kis občutek je, se veseliš, se bojiš, kakva občustva ob tem doživljaš? Jaz sem se spravila v eno tako zagato s tem koncertom, zaradi tega, ker sem lani, ko sva šla z Dragim in z celo ekipo, v bistvu smo šli v Barcelono in smo šli poslušati en nov sistem, ki se imenuje Immersive Audio. Kako bi se to prevedlo v slovenščino? Potopljen zvok. V nekaj, kar se utopiš, skratka. Tako. In pač smo šli v en mini teatrček to poslušati in jaz sem pač rekla, to bi bilo lepo narediti kakšen koncert v tem smislu, ne? In so začeli čeličke v glavi delati. In jaz vedno, ko kaj bleknem, imam okoli sebe take norce, da potem rečejo, ja, to bi bilo lepo, pa v bistvu vzamejo to kot izziv in res smo se potem, ko je auditorij reagiral, mi smo konc leta začeli okoli klicati za to, da pač se pripravljajo nove stvari, bi naredili koncerte in tako, in auditorij je takoj pograbil. In smo potem rekli, ok, auditorij bi pa bil idealna dvoranca za ta immersive audio. In smo rekli, ok, še do pred enim mesecem nismo vedeli, če se bo to dalo speljati. Zdaj vemo, da se bo to dalo speljati. Pripeljali bomo 44 zvočnikov, ki bojo okoli po dvorani in praktično tisti, ki bojo sedeli v dvorani, bojo imeli zvok okoli in okoli sebe, ne samo od spredaj, kot je ponavadi. In v bistvu
Zdaj se že veselim. Je pa bil en moment, ki je bilo, a bomo sploh to lahko speljali. Pa tudi Tonc, recimo David Delinci je bil, jaz to še nisem delal, a bom to jaz zmogel, a to jaz znam, a sploh. Tako da smo sprobali, smo slišali, kako bo to zvenelo in je super. Wow. Torej 10. maj. 10. maj. Samo pozitivni občutki in zdaj je samo še... Ja, edina stvar, ki me zdaj maltratira, je to, da moram zdaj 2 uri tekstov na pamet znati. Jaz sem res grozna s teksti. Ma to vidim, da imamo mi tle zabave očitno malo bolj kot nisi edina in nisi sama v temu. Pa dajmo slišati pol še eno. Ti si se bal tudi v tej verziji? Bo, zaradi tega, ker praznujemo Plato, kar ne piše in to je pač nosilec Plati, kar ne piše. No, potem pa dajmo jo slišati tudi v živo v studiu Radio Capris. Ti si se bal in Lara B, oziroma Lara Baruca v naši družbi. Dobro jutro! Jutro! Ti si se bal na odru Radia Capris v našem studiu. Lara Baruca prišla predstavljati Butik 99 in tudi povabiti torej v auditorij 10. maja, kjer smo povedali, če niste slišali, boste lahko prevrteli na YouTube, malce nazaj pa na Spotify, malce nazaj pogovor pa boste šli za tem ali pa v kakšni ponovitvi tudi v nedeljo dopoldne. Je pa še nekaj vprašanj, logično, Lara, no moramo te zdaj kar pustiti, hvala lepa na svidenje. Ne? Tako, ja. Točno tako. Skomada domov. Vemo, da si tukaj naša, ne, torej obale nisi zanemarila, ampak si se odselila.
Ja, sem Kam in kot si odšla? Sem odšla na Notranjsko in pač nimajo morja, ne. To je največja težava ponavadi. Kot jaz vem, imaš neko drugo vodo poleg sebe, imaš tam neko lepo Ja, jezero. sicer je zelo nezanesljiva tista voda, ne, ker pride, gre, ne veš nikoli, kdaj bo in kdaj ne bo. Sihajoče. Tako da. Ja, notranjost verjetno nima naše te egzotike, ampak jo prinašaš ti, torej gor nekako lahko rečem. Ja, pa... Ljudje vejo, da ti živiš tam zraven, da si ti Lara Baruca, ki tam živi. Veš, mislim, vejo, ampak to niso Primorci, so tako zadržani, da, ja, da v bistvu, ja, vejo, pa v bistvu te nagovorijo samo tako, če vidijo kaj tako in je zelo čudno. Mislim, super je, zaradi tega, ker si misliš, jaz sem pa tukaj anonimna. Ne, nisem. Sam pač te pustijo na miru, ne. Torej ni, ko greš v Batego, ki ko bi bilo pri nas, vidi, to je ona, vidi, to je ona. Čeprav jaz mislim mogoče, da ostala Slovenija je prej tako odprta, da bo prišla do tebe, pa ne vem, kaj lahko selfie, pa lahko en podpis, lahko nekaj se pogovorimo ali pa mislim, kaj ja, takega. recimo v Ljubljani, ampak na Notranjskem so zelo nezadržani, ampak tako se pač pustijo tvoje privat življenje tebi. Ja, kar je meni v redu. No? Ja, kar je meni v redu. Jaz sem zelo tak zadržan človek, pa tako malo, valjda ful se pozna, da sem ne, ampak sem res zelo zadržan človek, imam rada svoj mir in to, da pač sem gor pač v redu, gremo v trgovino in tudi v trenirki, ni problem. Ja, dobro. Ja. Se ni, da ki tle pri nas ne bi šla, ne? Ma ja, to je tudi. Ne vem, se mi zdi, da mogoče je tukaj v mestu, ne vem, si malo več problemov narediš. Mogoče, ne vem, ne vem. Verjetno pa si nisi zaradi tega delala problemov mogoče v preteklosti. Če pogledam tvoj zadnji album 2007-2008 je bil X. Te nekaj časa ni bilo, malo si tako tu in tam, poredko te je bilo videti v zadnjih letih. To je tudi ti nekoliko zadržana. Kje si bila, kaj si delala, zakaj te ni? Kaj danes počneš? Zaradi tega, ker je se to zdaj že kar na repeat govorim, 2010 so me sprejeli na študij v tujino, na študij Management of Performing Arts in sem šla, ne? Zato, ker pač jaz sem bila takrat že 15 let na sceni in delala samo to, mislim, večinoma samo to. In sem si zaželela tudi malo drugih izzivov, hotela sem dokončati študij, hotela sem izkusiti tudi malo druge stvari. Še zmeraj sem bila v glasbi, tam v Milanu sem delala na enem velikem festivalu, Mito Settembre Muzika, kjer smo imeli v septembru vsega skupaj med Milanom in Torinom 180 eventov in je bilo to kar lep zalogaj, ampak je bilo super delati v eni taki organizaciji, ker vidiš res glasbo iz vseh strani. Nisem nikoli bila v taki organizaciji, ki bi profesionalno organizirala koncerte na takem nivoju in je bilo to super izkušnja. In potem ko sem prišla nazaj, pač sem morala nekaj si izmisliti, da bom nekako preživela. Ja, bi rekel. Mislim, moraš nekaj delati, ne? Plačati položnice pa tako. In smo potem v bistvu z še 2 kolegi iz Trsta ustanovili publishing in smo začeli delati za italijanski trg, večinoma produkcijo, komade, zdaj zadnje leta smo se razširili tudi malo na francoski trg in to je bilo praktično ves moj čas in moja alergija je šla tja. Vmes pa sem, kadar je bil prosti čas, sem pa sinkronizirala risanke v slovenščini. Vse, kar je bilo za zapet, ker pač igralci niso peli, so potem poslali meni. Dej povej malo, da bojo vedeli, da poslušajo Lara Baruca, ki noben ne gleda na koncu, kaj piše. Curious George, ta gospa Kumarica, ki je pela, to sem bila jaz, pa recimo... Zdaj to bomo ukecali gospa Kumarica, Imaš nov nickname. Tako je, nov zdaj. Pa vse barbike, ki so imeli, pač celovečerci barbik, pa kar nekaj jih bilo, takih lušnih, no. Ti je bilo lepo biti barbike? Ja, veš, mislim, to je bila vse taka ameriška produkcija, niso bili glih pesmice tako malo, so bili kar komadi za jih, ne. Ampak ti potem samo odpoješ? Jaz samo odpojem. Samo odpoješ. Tako, ja. Pesmice sem v bistvu delala jaz, ja. Lepo. Ti je bilo to delati? Zelo lepo, zelo. To je dream job. To je dream job. Slovenska Kristina Davejna.
Ok, 10. maj, auditorij, čim prej po svoje vstopnice, če jih še nimate, imate še dovolj časa, stolov pa ne več toliko, tako da dajte se potruditi in se podvizati. Lara, tebi in tvoji ekipi pa tudi seveda najlepša hvala za obisk in bom rekel, glede na to, da smo zelo zgodaj v četrtku, hvala ti. Čakaj, še eno končno vprašanje. Glede na to, da si Kristina Daveno omenjala, katera je tvoja najljubša risanka? Sigurno si gledala Italijano. To je za konec. Katera je moja, po mojem, Mila Širo. Ja, po mojem je Mila Širo. Jaz sem pač takrat trenirala odbojko in Mila Širo je bila pač idol. Ja. Igraš še odbojko? Ne, že dolgo nisem, ampak bi jo. Vidiš. Ja. Zdaj pa bomo našli eno ekipo, bomo naredili, pa bomo odkali. Pokličite me, pridem. Lara, najlepša hvala, bodi dobro in vse dobro. Hvala vam, pa lep pozdrav vsem poslušalcem in vsem v ekipi Radia Kapris. Lahko bi prišla nazaj, del. Lahko bi. Nekaj bomo našli, del. Ja. Mi gremo na dopust, sejte. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Kapris. Dobro jutro, Radio Kapris.